Prostorska stiska v slovenskih zaporih se je lani sicer zmanjšala, a kljub temu je še vedno več kot 100% zasedenost, kaže poročilo Uprave za izvajanje kazenskih sankcij. Generalni direktor Uprave za izvajanje kazenskih sankcij Jože Podržaj je predstavil namreč poročilo o delu uprave in stanju v zaporih v letu 2016. Po besedah Podržaja je bila povprečna zasedenost slovenskih zaporov lani 103%, kar je 6% manj kot v letu 2015. Najbolj zasedeni so bili zapori v Ljubljani, ženski zapor na Igu in zapor na Dobu. Zasedenost so nekako reševali s premestitvami med lokacijami, pri čemer so razbremenjevali predvsem Ljubljano, da ne bi kršili standardov in mednarodne konvencije. No, kljub tej prezasedenosti pa si nekateri očitno želijo za zapahi prav določene zapornike. Poglejmo. Direktorja slovenskih zaporov Jožeta Podržaja danes pobaramo, ali je že znano, kdaj bo prvi slovenski notranji minister sedel za zapahe. Sodišče bo poslalo poziv zavodu, v konkretnem primeru glede na višino kazni na Dob, o datumu nastopa. Do tega trenutka tega poziva na Dobu še ni. Nekdanji dvakratni poslanec ima namreč z odhodom v zapor precej težav. Igorju Bavčarju so 23. maja po pošti poslali odločbo višjega sodišča, ki pa je še ni prevzel. Če tega ne stori do 9. junija, sledi objava sodbe na oglasni deski sodišča, nato pa bo imel 30 dni, da se sam zglasi v zapor. Kjer so obsojeni v zadevi Istrabenz Boško Šrot, medtem preživlja že 3. leto. Vidim, da njim ni tako težko. Ni težko. Težje je nam. Tako so mi vsaj zaupali njegovi zaporniški cimri na Dobu, pojasni planinc. Kriminalce iz vrst tako imenovanih belih ovratnikov tudi v zaporu popolnoma drugače obravnavajo, zatrdi. Tako je dobil številne ugodnosti, ki mi lahko sanjamo. V njih je to dosti lažje. Precej podobno meni tudi zapornica Ziga. Tu je namreč na odprtem oddelku praznovala že 4. obletnico nekdanja gradbena baronica Hilda Tovšak. Jaz ne vem, v zaporu nismo vsi enaki, tudi na kriminal belih ovratnikov, pa to sigurno obsojenke vse ne funkcionirajo isto. Ene so raje velik ego, imajo ostale punce podrejene. No, da bi videli, ali bo tako tudi v primeru Bavčarja, moramo počakati, da sploh prestopi prag Doba in odide na 5-letne počitnice za rešetkami, kjer pa mu bodo, zatrjuje Podržaj, brez težav nudili ustrezno zdravniško oskrbo. Ponovno pozdravljeni v studiu. Zdaj videli smo prispevek kolegov na Planetu. Kako komentirata te navedbe nekaterih zapornikov, da so bili ovratniki pravzaprav privilegirani v teh zaporih? Ja, sej Vlado, če dovoliš, Sebastian, sej tudi izven zaporov so privilegirani, Tako da, mislim, mene ne čudi. Gre samo za preslikavo nekih razmerij. Tako, to pač, utvara je, sicer formalno pravimo, smo res vsi recimo pred zakonom enaki, ampak je jasno, da v praksi pač gre za neko utvaro in meni ni čudno, da tudi znotraj zapora se vzpostavlja neka hierarhija, Bolje je vprašanje, ali je res to, kar implicitno pač ta dva sogovornika omenjata v tem pogovoru, to pa je, da na nek način tudi uprava zaporov pri temu aktivno sodeluje, Se pravi, da pač drugače tretira te ljudi, ampak meni se zdi to na nek način logično, Če že pogledamo, recimo omenjen je bil gospod Bavčar, kaj vse je gospod Bavčar že bil, kaj vse še je lahko po prestani kazni, ni na nek način nenavadno, da se do njega pač drugače obnašajo kot, do nekega kurjega tata, Tisto, kar je meni zanimivo pri vsem zgodbi, je pa to, da kak je pač v bistvu ta sam odhod na prestajanje kazni je dosti tak, bi rekel, nenavaden, zbirokratiziran, Če smo bili zelo pozorni, se pravi, pač pošljejo poziv upravi zaporov na Dob, potem pač oni pozovejo zapornika, da se sam oglasi, on ima potem 30 dni časa, da pride, Skratka, že na ta način se mi zdi zelo, pač bi rekel, je nekako zvodeni vsa ta kaznovalna politika in potem ni čudno, da pač ljudje tudi znotraj ali pa med prestajanjem kazni to nekako drugače dojemajo, kot pa si mogoče mi, ki smo na srečo pač na prostosti, to predstavljamo. Zdaj, Sebastian, ti si hotel nekaj dodati na začetku, v bistvu? Ja, ravno to, da se ta neka razmerja iz družbe seveda preslikajo, po drugi strani verjetno sploh, ker gre
zadnje čase pri kriminalu, torej belih ovratnikov, pridejo neki starejši ljudje, pa jih mogoče raje dajo v knjižnico ali kaj podobnega. Ne. Svojevrsten paradoks pa je, da imamo v Sloveniji gužvo v zaporih, glede na to, da smo med državami, ki imajo najmanj zapornikov na število prebivalcev. Ne. Da vemo, o čem govorimo, v Sloveniji je približno, da rečemo, 1300 in 1400 od pripora do zapora in je jasno, da nam manjka infrastruktura. Kot vem, se načrtuje nov zapor v Bizoviku in širitev ženskega zapora na Igu in mogoče je sicer razumljivo, da so zadnja leta ti projekti malo zastali zaradi gospodarske krize in pomankanja javnih sredstev, je pa to edina točka, na kateri letijo kritike na slovenski sistem in Slovenija že tudi plačevala odškodnine zaradi tega, medtem ko so na vseh ostalih področjih sodijo naši zapori med bolj humane, odprte, liberalne in na neki strani, tako kot je rekel Aljuš, lahko včasih izgleda, kot da je ta kazen precej zvodenela in da so nekateri na polno dopustu, še posebej, če imajo tak režim, da so samo čez vikend v zaporu. Ne? Zdaj, kaj pa praviš na to zasedenost, 103-odstotna, 109-odstotna, to so kar velike številke. Ne? No, malo me spominjajo na Ameriko, v bistvu. Mislim, tam je, ne vem, mislim, da je par milijonov. Glede na to, da imamo torej, najmanjše število skoraj zapornikov na število prebivalstva, kaže, da imamo seveda premajhno infrastrukturo in da se desetletje, dajmo reči, ni ustrezno pripravljalo in razvijalo to infrastrukturo in jaz upam, da bosta ta dva objekta, ki sta predvidena, zadostovala in da bodo zdaj pospešili vse te procese. Zdaj, mogoče še številke, ne, ki so za ljudi zanimive. Ne. Porabi celoten sistem ta upravljanja in seveda materialni stroški za zapore so 34 milijonov evrov, od tega 23 milijonov gre za plače, mislim, da 6 milijonov približno za materialne stroške in 3 milijone ali nekaj takega, če sem si prav zapomnil, pa gre za zdravstveno zavarovanje zapornikov. Ne. Zdaj, mogoče glede na to zasedenost, ne, se vama zdi, da bi potem moralo drugačno politiko obrati sodstvo in ne pošiljati toliko ljudi v zapor. Ampak gled, če imamo najmanjše število zapornikov na prebivalstvo, verjetno ni problem, da imamo preveč stroga sodišča, ker če mogoče obratno. Ne? Tako da jaz mislim, da je res problem pomankanje infrastrukture. No? Ravno to sem hotel reči. Ne? Jaz mislim, da ne gre pričakovati, da bi zdaj neko povečanje obsodilnih sodb pripeljali do tega, da imamo pač več kot 100% zasedenost. Pač očitno so kapacitete premajhne, ne? In mogoče kakšen ne pridi prav tudi računa, da sploh ne bo šel na prestajanje kazni, ker ne bo prostora zanj. Ne? Tako da se strinjam s Sebastianom, da boljše imeti pač kakšno celico prosto, ne? Kakor pa to, da so zapori prenatrpani in potem država celo odškodnine plačuje zaradi tega. Ne? Si predstavljaš, pač ti si v vikend zaporu, a če tam igraš košarko, odbojko, ne vem kaj, in potem dobiš pač odškodnino, zato ker pač na odbojkarskem igrišču je bilo 8 igralcev namesto 6, ne vem, ne? Zdaj malo karikiram, ampak vseeno se mi zdi, no, da pač, če že nekdo je pač upravičeno obsojen na zaporno kazen in gre za nek dolg, ki ga mora pač odslužiti državi in skupnosti, ne nazadnje po prestajni kazni je tudi v celoti rehabilitiran, ne? Kar se mi zdi povsem prav, je vendarle pač fino, da ta čas ne zgleda kot nek dopust ali pa pač podaljšane počitnice, ne? Upoštevati je pa treba tu neke civilizacijske standarde, ne? Da ne bo pomote. Jaz se ne zavzemam za to, da bi imeli neke zdaj drakonske kazni in tako naprej, ampak vseeno pač je treba tu neko ravnotežje držati tudi zaradi splošne javnosti in ne nazadnje zaradi tega, da pač ljudje ne bi mislili, da se splača pač delati kazniva dejanja, ne? Ker potem prestajanje kazni zgleda pač zelo, bi rekel, prijetno. Ne? Zdaj, v Kopru, ne, Sebastian, vi imate zelo, bi rekel, zelo posrečeno lokacijo zapora. Posrečeno in pa novo, ne, nova predvsem, ne, recimo zdaj, če tako malo špekuliram, čudno je, da politične garniture oziroma ali pa ekonomske garniture, ne, ki pač so procesuirane zdaj na sodišču, ali niso pričakovali, da bodo kdaj procesuirani ali pa da niso poskrbeli za
za to, da bi to infrastrukturo, o kateri ti govoriš, se zgradili. Ne. Mislim, da je bilo nekaj takrat, ko je bil še gospod Virant vlade, mislim, da je bilo nekaj govora, mislim, načrti so bili že predstavljeni za gradnjo. Kot razumem, načrt je nov zapor mislim, da v Bizoviku in širitev ženskega zapora na Igu. Jaz mislim, da zadnjih 10 let je mogoče to področje malo zastalo, zaradi tega, ker so se kršila sredstva. Če vidimo, da tudi pri najbolj prioritetnih vprašanjih, in to so plače in oprema policistov, je stanje, dajmo reči, porazno. V Sloveniji je popolnoma jasno, da še neki drugi stroški so bili pa še bolj minimalizirani. Ne? Glede na to, kar si prej povedal, 34 milijonov za celoten segment je v državnem proračunu res majhen znesek. Ne? In očitno je bilo to področje vsaj desetletje zapostavljeno. Zdaj, zanimivo je tudi to, ne, da ni nekih resnih incidentov, ne, ni bilo nekih spektakularnih begov iz zaprtih režimov. Dobra atmosfera je tam očitno. Je pa še seveda en problem upadanja števila zaposlenih. Ne. Zdaj, to je problem predvsem potem, ko so prevzeli tudi pravosodni policisti varovanje glavne zgradbe Vrhovnega sodišča v Ljubljani. Ne. V bistvu, to je, o tem govorimo, Vlado. Ne. Se pravi, na nek način pač zmanjšujemo sredstva, zmanjšujemo število zaposlenih, po drugi strani bi pa radi imeli pač boljšo obravnavo, boljše rezultate in tako naprej. To pač ne gre. Ne. Zdaj mi se bomo morali enkrat v Sloveniji pač odločiti, česa si želimo in se pač potem tudi razumeti, da če si nečesa želimo, da pač za to moramo dati ustrezna sredstva. Ne? Če se sam navežem na prejšnjo temo, v Veliki Britaniji so v zadnjih nekaj letih zmanjšali število policistov za 20 000. Zdaj se pa praktično tedensko soočajo s terorističnimi napadi. Tako da vsaka stvar ima tudi svoje posledice. Ne moramo pač po en stran popoldne za šankom bentiti, kako imamo preveč ljudi zaposlenih v državni upravi, ne? Da pa naslednji dan pa ugotavljati, da kako je problem, ker nam zmanjkuje paznikov v zaporih. Ne? To pač ne gre. Zdaj, seveda si vsaj po besedah direktorja si prizadevajo predvsem na upravi za to, da bi čim več zapornikov bilo zaprtih pod milejšim režimom in da bi bili čim bolj zgodnejši stopnji vključeni nazaj na prostost. Ne. Delež teh podeljenih ugodnosti se je lani glede na leto poprej povečal za 11%. To ne more biti dobra strategija. Ne? Torej, jaz mislim, da bi presoja najprej o režimu prestajanja kazni in o tem, da se skrajša kazen, morala temeljiti na neki vsebini, na nekih konkretnih razlogih, pravilno obnašanje in tako naprej, ne pa na prostorski stiski. Ne? Kaj pa ti, Aljuš, praviš, se strinjaš z tem? Ja, jaz se strinjam s tem, da je pač usmeritev v smislu rehabilitacije, se pravi, da se zmanjša pač število ponavljanj teh kaznivih dejanj ali pa pač oseb, ki večkrat grejo v zapor ali pa so obsojene na zaporno kazen, da je to prava usmeritev z vidika pač družbe, ampak se pa strinjam s tem, kar je rekel Sebastian, ne more biti razlog, recimo, prostorska stiska. Ne? Se pravi, ljudje morajo vedeti, da če se bojo pač ustrezno obnašali, če bodo dokazali, da tudi sami pri sebi, da obžalujejo svoje dejanje, da so se pripravljeni pač plačati ceno za to in se ponovno vključiti v družbo, na tak način bi jih bilo treba motivirati, da pač se tako obnašajo ali pa da imajo neke ugodnosti, ne pa z vidika tega, da pač ni prostora. Ne? Ampak je pa paradoks, ne, v bistvu, jaz imam neke drugačne izkušnje od vaju, ne, lahko povem, da so ljudje zaprti včasih zaradi zelo banalnih zadev, za zelo dolge zaporne kazni, po 2-3 leta, medtem ko recimo neke milijonske ali pa večmilijonske škode, kaj jaz vem, ali v bančnem sistemu ali pa druge, ti ljudje pa praktično se sprehajajo. Ja, zato, ker je dosti težje izpeljati tak proces do konca in potrebuješ dosti bolj strokovne ljudi na vseh korakih, da nek gospodarski kriminal preganjajo. Ne? Ja, to je problem pravosodnega sistema, ne pa problem zaporov. Ne? Se pravi, zapori ne odločajo o tem, koga dobijo in za koliko časa. Ne? To je res. Ne? Tako da pač tle je treba videti res, zakaj so nekateri pač za neke, bi rekel, kurje tatvine obsojeni na dolgoletne zaporne kazni, ne?
po drugi strani pa pač neki košarkaši vidimo, da zelo s težkim srcem sploh grejo na prestajanje teh kazni. Ampak se pravim, to je del pač te verige v procesu, se pravi, mi smo na nek način v prejšnjem sistemu, ne, pač je bila zadeva taka, da če je policija te prijela, praktično je bilo to že konc, ne, potem smo to spremenili, zdaj imamo pač demokratični sistem, pač ravnotežje oblasti, delitev veje oblasti in pač pravosodna veja bo mogla sama znotraj sebe najprej se vprašati, ne, ali je zadovoljna s tem, kako funkcionira, kako ne. Jaz imam občutek, da pač širša javnost je čedalje manj zadovoljna z njo, ne, medtem ko znotraj pravosodja pa nisem ravno zasledil nekih velikih indicov v to smer, da tudi oni sami mislijo, da je treba kaj spremeniti. In dokler bo tako, se bomo mi pač tukaj v oddaji lahko pogovarjali o teh zadevah, sprememb na bolje pa ne bo, ne. Kako pa komentirate dejstvo, da se ekonom mariborske škofije recimo ni pojavil, da je v bolnišnici v Avstriji, to je precej medijske pozornosti bilo namenjeno temu. No, to je proceduralna težava, ki jo je že prej Aljoš omenil, ne. Torej, to v eni normalni državi se kaj takega ne more zgoditi, da je dejansko prepuščeno osebi sami, da se javi in pride v nekem razponu, kot da gre na dopust, ne. No, ampak v bistvu precej je bilo precej debat je bilo o tem zdravstvenih opravičilih. Ne, v bistvu, ne. Vlado, zdaj, če smo malo sarkastični, meni se včasih zdi, kot da vsi skupaj držijo pesti, da sploh ne bi prišel ta človek na prestajanje kazni, ne. Mislim, to, kar smo prej videli v posnetku, pač gospoda predstojnika zapora na Dobu, ne, jaz sem ga skoraj tako razumel v podtonu, da pač on upa, da tistega poziva sploh ne bo za prestajanje kazni gospodu Bavčarju, če pa že bo prišel poziv, da se on ne bo odzval, ne. To, kar pravi Sebastian, pač vidimo v tujini, ko je človek obsojen na zaporno kazen, ga direktno iz sodišča odpeljejo v pripor in tam gre direktno v zapor, ne. Jaz sicer upam, da nikoli ne bom v tem položaju, ampak sam pri sebi bi tudi razmislil, če bi dobil domov poziv na prestajanje zaporne kazni, imel 30 dni časa, da o tem razmislim, a bom prišel ali ne. Vprašanje, kako bi se odločil, ne. Bi zbolel, verjetno. Ja, ali pa bi se odločil, da raje poskušam svojo srečo kje drugje, ne. Ja, sam tudi malo držav je, ne, iz katerih te ne vrnejo nazaj, ne. Sebastian, vi na Primorskem imate neke izkušnje, v bistvu, ne, mislim. Gospod Časar je šel. Ja. No, so ga na koncu našli in se je zaključilo tako, kot se mora, ne. Dolga roka pravice. Seveda, jaz predlagam, da na tej točki zaključimo to debato in pogledamo oglase in pogledamo, zakaj Masi obžaluje, da je Tina Maze nastopala za Slovenijo. Po oglasih.